Kaj pa če otroška rokica prije tukaj vmes? Vmes uporabo superga. A se nazaj odpre? Še čist mal. Evo, recimo zdajle. Škoda Karoq. Eno tako blago prenovo si je fejst zaslužila in jo tudi dobila. Pojmo čez detajle. Zdaj, kje drugje kot najprej spredaj pri maski, pri žarometih boš opazil tiste največje spremembe. Površina maske je po novem večja, to pa zato, ker je širša, pa tudi oblika je drugačna, kot je bila. Prej je bila, tako če bi res grobo povzel, štirikotna, zdaj pa heksagonalna, torej šestkotna. Pa tudi sama oblika telih letvic se mi zdi umater. Z tega kota, le kako se zanimiv vid, kako je pravzaprav našpičen tale Karoq, a? Ne bi si mislil takole na hitrco. Pa sprememba seveda ne velja samo za grill. Novi so tudi žarometi. Kaj s tem mislim novi? Pri Karoqu recimo prvič lahko računaš na matrično LED tehnologijo, druga stvar je sprememba oblike žarometa. Se mi zdi, da so bili prej še malo ožji, pa drugačne oblike je tudi spodnji del, ne? Škoda Karoq je eden tistih redkih avtomobilov, ki ima žaromete deljene, čeprav a so res zdaj tukaj redki. Se mi zdi, da se sem pa tja zdaj že kar najdejo. Ok, popemo pa naprej še na odbijač. Tudi ta je nov, lej, sej, mislim, lahko je zdaj meni govoriti, kaj vse je novo. Mogoče bi bilo bolje, da ti pokažem fotko, kako je sprednji del izgledal prej, pa kako je izgledal pol. No, evo, in zdaj lahko primerjaš. Pa še nekaj moraš vedeti, te drobne oblikovne spremembe niso tam samo zato, da so, da avto izgleda malo bolj frišen. A veš, zato, ker izboljšali so tudi aerodinamiko, ker je ključno zakaj? Zato, da so znižali porabo. Da se je to zgodilo, so spremenili ene par reči, recimo krmilno tehnologijo samega pogonskega sklopa, prijemo do tega pol. Pa ponudili so tudi tale bolj zaprta platišča, tudi to vpliva na aerodinamiko in posledično tudi na porabo. Pa še tukaj nazad, ko ti bom pokazal en detajl, poglej ga, spoilerček, s telim dodatnim, se ne vem, kako se reče, ta trikotnik, no. To so vse podrobnosti, plus še nekatere med drugim tudi na dnu vozila, ki ugodno vplivajo na to, kako se zrak vrtinči okrog vozila in s tem je Škoda dosegla tudi znižanje porabe. In konkretno tega poganja bencinski motor prostornina 1,5 litra, to je tista sredinski iz ponudbe. Ne pozab, motorna paleta Karoqa je zares široka, liter pa pol, to je ta, pa pol še dvolitrskega, pa pogona ogromen. V tem primeru se navor prenaša na sprednjo os, konjev je a sem že rekel, da jih je 150? Se ne vem, a sem. Pa zdaj mi je kapljal na ti avta, nisem pokazal še od ozadij, tukaj sprememb praktično ni, tisti bolj pozorni boste morda opazili spremembo pri lučeh, sicer pa tudi to ne. Ajde, pa tudi tukaj je bil odbijač, predvsem tukaj na spodnjem delu spremenjen, vidiš? Vidiš, en tak globok utor je tukaj spodaj, malo nenavaden, ampak moram reči, da nas gleda slabo, polka se enkrat skloniš, pa uček noter vršiš. Pa seveda je čas, da ti pokažem tudi kabino, tukaj večjih pretresov oziroma sprememb preprosto ne boš našel. Vmesnik sicer ponuja veliko, ampak po sami zasnovi gre za starejši izdelek. Digitalna instrumentna plošča je serijska, če se pomaknemo nižji, klasična stikala za upravljanje klime, pa še par drugih stvari, pa opa, to tudi že redko vidimo pri sodobnih avtomobilih, ampak je mater dober občutek, če je menjalnik dober, torej 6-stopenjski ročni menjalnik. V sami osnovi, kar se hodov tiče ali pa natančnosti, nič posebenega, ampak generalno dober izdelek. Pa tukaj še par drugih stikal, pa tale sredinski naslon s predalom, ki je tudi prostorsko prilagodljiv. Evo, tako lahko ven vzameš, pa zagotoviš en velik prostor ali pa vse skupaj razmejiš. Ok, odložimo. Ali pa mogoče še to oprema, s katero imamo opravka, je Style. Se mi zdi, da je to tista najbolj pogosto prodajana oprema. Sedeži v resnici so to bolj osnovni, ampak mater dobro primajo tukaj le pri boku. So pa zelo udobni, enako velja za drugo vrsto. Zdaj, ko ti pa že kažem prostor. Prostor in uporabnost ostajata glavna prednost Karoqa, to zagotovo. Ne samo spredi, tudi tukaj spredi je ta občutek zračnosti, prostornosti velik. Mislim, dejansko so tukaj veliko placa. Pa pol uporabnost, velikost predalov v vratih ali pa recimo dodaten predal, no, da je odpri se. Tukaj na sredini armaturne plošče. Všeč mi je tudi, da je razmeroma malo piano plastike, pa če že more biti, no. Tukaj recimo imaš eno štrajfno, pa tlele spodje je malo, ampak overall pa zelo malo. Dajmo se usedeti še v drugo vrsto, tukaj je prostora, se mi zdi, da se ponavljamo čisto vsaki Škodi, zares veliko, v vse smeri, kufer za mano,
522 litrski, sem zadev, po mojem sem. V glavnem, ko pride do gabaritov, do mer, do uporabnosti, tukaj sprememb v primerjavi s pred faceliftom praktično ni. Sam je res veliko place, stari, pa to je ogromen v resnici. Nimaš tak feeling, ko do zunaj avto gledaš, veš, ampak v resnici je znotraj tako zelo, da ne rečem monovolumenski. Kaj pa ta lučka? Kjer old school stikalo, stari. Le kakšno old school stikalo za lučke v drugi vrsti, tako kot so imeli včasih avtomobili Volkswagen koncerna za sprednje luči oziroma za luči vklapljati in izklapljati. Pa seveda prej omenjena prtljažna ponudba, takole izgleda 522 litrov prostora. Seveda kot običajno pri meni je tukaj noter par stvari. V glavnem vidiš pa desno, levo, dva predala. Pa še ena uporabna polička tukaj, pa tukaj dva kavla, ki jih jaz sicer med testiranjem še nikoli nisem izkoristil uporabo. Morate vi povedati, a vam tole recimo pride prav, vem, da sta vzdolžno... Čakaj malo. A niso vzdolžno pomič? A ja, ne čak, seveda. Ni je žvaka za seljaka. Vidiš, malo sem že pozabil, stari, se jih običajno ne dotikam, ker jih preprosto ne uporabljam oziroma ne potrebujem. Ne moreš ga tako premakniti in je prav, da je fiksen, ampak čim ga pa dvigneš, ga pa lahko pomikaš gor pa dol oziroma levo, desno. Pa tukaj še ena ročica, na drugi strani boš najdel tudi drugo, za to, da vržeš dol zice druge vrste. Klop je deljena dvotretinsko. Pa če se ne motim, v primeru tega testnega avtomobila to ni tako, lahko dokupiš kvaj že varijo, neki flex pa tako naprej, ker lahko tole klop ne samo podreš, ampak ga tudi prekucneš navzgor. V tem primeru to ne gre. In v tistem primeru imaš pa tudi več prostora, ko zlagaš sedeže na mest Jurija 500, na mest Jurija 600, celo Jurija 800, nekaj takšnega. Dajte se pozanimati, če boste avto kupovali. Ok, ko sem se pa zdaj res spomnil, stari. Kaj pa če otroška rokca prije tukaj le vmes? Vmes uporaba superga. A se nazaj odpre? Vse. Pa tvoja pozornost bi rad obrnil na tale napis, čak da ga lepo pokažem. Škoda Crystal Lighting. Gre za dva krasna svetlobna vložka. Občutek imaš, da gre za dve svetlobni tablici. Seveda gledaš v tem trenutku na dnevno LED luč. In to je recimo stilski dodatek, ki je meni pri prenovljenem Karoku daleč najbolj všeč. Ostanejo nam še tri stvari. Kakšen je Karok na cesti, takšen, kot je bil prej. Kaj to pomeni? Osredotočenje. Se mi zdi, da se to iz testa v test ponavljam, ker običajno tako velja za veliko večino avtomobilov na udobje. Kar pomeni, da je podvozje nastavljeno na mehko, obenem gre kar dobro, lahko tudi čez ovink, ampak na koncu dneva je to družinski SUV, pogon je speljan naprej, kar pomeni, da bo nos predvidljivo vlekel ven iz ovinkov. In to je to, bencinar, 1,5 litrski izdelek, je prožen, se mi zdi, da je tudi krivulja navora razmeroma ravna, oziroma da navor narašča še... Nekaj rigam, kaj je za to? Navor narašča lepo in linearno, ker pomeni, da je dostava tega zares taka komfortna. Zdaj sem se pa jaz zavedel, da niti enkrat v celem testu nisem preveril porabe. To pa tudi ni prav. Aha. Ok. Pretežno mestna vožnja, praktično nič avtoceste, ročen menjalnik, bencinski motor, sprednji pogon, ampak 7,8 litra na 100 km. Se mi zdi v redu podatek. Mislim, se mi zdi v redu. Se mi zdi en tak pričakovan podatek. No. Sem pa prepričan, da če bi se osredotočil na varčno vožnjo, da gremo zlahka tudi pod 7. Ok, kaj pa zdaj? Cena, ne? Lej, zato imam pa tole v roki. Se pravi, tako motoriziran avto z opremo style v osnovi košta dobrih 31 jurjev, konkretno tale, z dodatno opremo aktivni informacijski zaslon, navigacijski vmesnik Amundsen, SmartLink, wireless za Apple, pa Phonebox. No, tale avto pa s to dodatno opremo košta dobrih 33 jurjev. Ok, se mi zdi, da je to, kar se tiče tega glavnega updata, da boš na tekočem kaj novega oziroma na kakšen način je Karok spremenjen v primerjavi s prenovo. Prepričan sem, tega se nisem lotil, se mi zdi, da tudi niso najbolj seksi podatki, da so Škodini inženirji marsikaj naredili tudi na področju aktivne varnosti, torej da je Karok opremljen še s kakšnim sistemom več. Če imaš kakšno vprašanje glede Karoka, predvsem pa kaj me pa res ferbec smatra, kdor voz Karoka, pa ima 1,5 bencinarja, 150 konji, kakšna je vaša realna poraba in če boste pisali o tem, kakšna je poraba, še povejte, kje se vozite, pa kakšen je vas vozniški stil, je defenziven, ali ste primarno agresivni vozniki, ali ste veliko na avtocesti, kje se vozite, zakaj toliko porabite, kaj porabite, kaj me zanima. In to je to. Karok je avto, tako kot še marsikakšna Škoda, pa predvsem kakšen Volkswagen,
ki je zanesljiv in v oblikovnem smislu ne strela iz kakšnih takih bolj konzervativnih okvirjev, ampak to je, se mi zdi, da kar njegova prednost. Pa uporabnost, no, plac pa tako naprej. V bistvu all-around zelo dober avto, ne vem, če imam kakšno pritožbo. Cena se mi mogoče zdi malo visoka, drugače pa overall. Orang, razumem, zakaj jih je toliko. Ok, to je to. Lepo se mej. Ajde.